Lep pozdrav iz Strasbourga, kjer so se nam v ponedeljek v polni vlogi pridružili poslanski kolegi iz Hrvaške, 28. članice Evropske unije. Na isti dan pa se je pričelo 6-mesečno litovsko predsedovanje Evropske unije. Prioritete njenega predsedovanja so gospodarska rast, zaposlovanje, energetika, podnebne razmere, varnost podatkov s posebnim poudarkom na internetni varnosti ter zmanjšanje stroškov za infrastrukturo. Gospa Emily O'Reilly pa je bila izvoljena za novo evropsko varuhinjo človekovih pravic. Po dolgih in trdih pogajanjih smo končno prišli do političnega dogovora o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014-2020. Znano je, da je svet hotel manjši, parlament pa obilnejši proračun. Na podlagi kompromisa bodo strokovne službe pripravile zakonodajno besedilo. Mimogrede, na tokratnem zasedanju smo zaposlenim v evropskih ustanovah zmanjšali plače in precej zaostrili pogoje njihovega dela, čeprav lahko iz lastne izkušnje povem, da gre v glavnem za visoko motivirane in kvalificirane ljudi, ki niso preplačeni. No, zagotavljanje varnosti je bila ena od rdečih niti tokratnih odločitev. Začenjam z varnostjo voda. Da bomo v Evropi še naprej imeli kakovostno pitno vodo, smo na seznam snovi, ki predstavljajo nevarnost za vode, dodali 12 novih. Zavzeli smo se še, da bi bilo treba v naslednjih 20 letih popolnoma ustaviti onesnaževanje voda z kar 8 nevarnimi snovmi. To smo bili dolžni storiti ne samo zaradi nas samih, ampak tudi zaradi prihodnjih generacij. Poleg čistih voda si zaslužijo ohranjeno tudi okolje. V ta namen bo potrebno zmanjšati škodljive izpuste CO2. Evropski sistem za trgovanje z emisijami zaradi nizke cene certifikatov za trgovanje ne daje želenih rezultatov. Zaradi nizkih cen podjetja premalo zmanjšujejo izpuste. Parlament je zato podprl možnost, da se dražbe certifikatov začasno ustavijo, s čimer bi dvignili njihovo ceno. Ampak upam le, da to ne bo preveč ogrozilo konkurenčnosti evropskega gospodarstva. Tudi internet zahteva več varnosti, zato smo uvedli strožje vse evropske kazni za kibernetske kriminalce. Za napad na denimo elektrarne oziroma tako imenovano ključno infrastrukturo je zagroženih 5 let zapora. Pri preganjanju te vrste kriminala je še kako pomembno tudi dobro in tesnejše sodelovanje med policijo in pravosodjem različnih držav v Evropski uniji. In nova zakonodaja prinaša prav to. Sprejeli smo še resolucijo o izboljšanju varstva osebnih podatkov državljanov Evropske unije. Govorili smo o ameriškem programu spletnega nadzora PRISM, ki ogroža zasebnost evropskih državljanov, pa o medijskih objavah tajnega programa Tempora britanske obveščevalne službe. Poslanci so precej kritični do tega dejanja ali teh dejanj prijateljskih držav. Zadeva je dokaj enostavna, so poudarjali, če si z nekomu prijatelj, mu zaupaš, ne pa da ga nadzoruješ oziroma prisluškuješ. Pomenljivi sta bili razpravi o razmerah na Madžarskem in v Bolgariji. Parlament je sprejel celo resolucijo, ki Madžarski ni naklonjena. Večina je pač sprejela, po mojem mnenju, neprimerno besedilo. Popolnoma drugačna merila pa so takoj zatem vodila levico v parlamentu, ko smo ocenjevali razmere v Bolgariji, kjer so socialisti za golo oblast sklenili pogodbo z ksenofobno in protievropsko skrajno nacionalistično stranko Ataka. Sicer so se politične skupine že začele pripravljati na evropske volitve. Skupen cilj je, da se poveča volilna udeležba. V ta namen smo tudi dopolnili nekatera volilna pravila, ki bodo napravila volitve bolj učinkovite, atraktivne in ki bodo istočasno zmanjšale demokratični primanjkljaj na evropski ravni. Tako, to je bilo moje zadnje poročanje pred parlamentarnimi počitnicami. Vse dobro vam želim in nasvidenje jeseni.